Dober dan. Bomo kar začeli z novinarsko konferenco. Torej, s Srečkom Katancem pred tekmama z Anglijo in Škotsko, ki čakata slovensko reprezentanco v začetku naslednjega meseca. Srečko, morda kar... Ja, lep pozdrav. Tako da vse imate pred sabo, spisek imate pred sabo. Upam, da vsi te, ki so na spisku, pridejo zdravi, pripravljeni, vejo, kva jih čaka, tako da drugega pa nič kaj posebnega. Bomo začeli kar z vašimi vprašanji. Že Bašali RTV, morda čisto za začetek, kakšni so bili vaši koraki v zadnjem mesecu dni, v septembru ste bili morda pri obisku pri kakšnem reprezentantu, koliko ste jih klicali, morda ste zadovoljni s tem, kar se z njimi dogajalo, s temi, kjer so na spisku? Odlično stojimo, jaz upam, da tele pridejo, tako da z nekaterimi sem se slišal, z vsemi seveda, da ne, tako da in nič posebnega. Naslednje vprašanje. Matej Grošelj, Dnevnik, lepo zdrav, gospod selektor. Kevin Kampl je včeraj odigral drugi polčas tekme Lige prvakov, se pravi, je pripravljen za najhujše napore. Zakaj ga tokrat ni na seznamu? Ne bi komentiral sploh Kevina, tako da. Zakaj ne? No comment. Glede na to, da ste selektor slovenske reprezentance... Glede na to, ni ga na spisku, jaz sem odgovoren za fante, ki so na spisku, ne bom komentiral Kevina Kampla. Matej, ampak glede na to, da ste selektor reprezentance... je... Vse imam pod vprašanje. Glede na to, da ste selektor reprezentance, verjetno vam je v interesu, da igrajo najboljši igralci, kar jih premore Slovenija. Mar Kevin Kampl za vas ni eden izmed najboljših? No comment, pravim. Hvala, naslednje vprašanje. Imam še eno vprašanje, če lahko. Okay. Gospod selektor, vi mislite, da vas ti igralci, ki so sedaj na spisku, spoštujejo? Seveda. Ste kaj prebrali Twitter, kaj je recimo Benjamin Verbič zadnjič se je malo ponorčeval iz vaše strokovnosti? Super. No, mislim, Matej, da to danes ni tema novinarske konference, prosim za naslednje vprašanje. Ne, kar ne pove, se jaz ne vem. Kar povete. Poznate ta tweet ali ne? Ne, jaz nisem niti na Twitterju, niti na Facebooku. Jaz delam svoj. Ne, kar povete. Kar povete na glas, se ni to problem sploh. Kar povete, glede na to, da očitno... Da bojo vsi vedeli, ker jaz to me, kar piše zadnja leta in kaj je na Twitterjih, Facebookih, veste, to mene zelo ne zanima. Ker delam svoj posel pošteno, kličem najboljše, kaj pa najboljše, pa vi pejte malo pogledati, kaj je to najboljše. Ni samo kaj je najboljše na igrišču, ampak izven. Tudi če takšen tweet potem obstaja, ne, in če je to njegov, pa imamo pač takšne. Vse ni problem to. Samo tle je problem vzgoje, tle je problem še marsikaj drugega. Jaz pa to delati v reprezentanci nimam niti časa, niti volje, niti želje. Da bom jaz fante, ki igrajo na najvišjem možnem nivoju, učil, kaj je pripadnost, kako se pride v reprezentanco. To mi nimamo tle časa. Mi je prav žal, tako da. Kar pa fante delajo, to je super, če je kaj rekel, to vse pove pa ne on samo, še kaj drug. Vprašajte se, kva to pomeni za njih. To se rajši vprašajte. Kaj pa vam to pomeni? Meni? Vse ne vem, kva je rekel. Morda ni najbolj primerno, da zdaj jemljamo to izjavo, oziroma to zadevo iz konteksta, pa gremo mogoče naprej z novinarsko konferenco. Jaz bi še eno vprašanje, zadnje vprašanje. Mogoče ne na to temo lahko, ampak v redu. Glede na to, da se pojavljajo pomisleki o vaši primernosti na tem mestu, tudi iz tlačilnice, mediji in javnost, prav tako niste precej priljubljeni, tudi strokovna javnost se zna oglasiti. Me zanima, kako sami sebe ocenjujete, recimo na položaju selektorja. Glejte, kot prvo je novinarska konferenca, ki je sklicana zaradi Anglije. Če pa greste pogledati zdaj v preteklost, poglejte si, kaj počnete, ne bi želel samo to, da bilo kjer drug selektor slovenske reprezentance
bo imel take pogoje za delo, kot sem imel jaz, rečemo, zadnja 2 leti. Nobenemu ne želim tega tudi približno. In prav smilite se mi, velika večina tukaj od vas, vem, kaj je zadaj, vem, kdo to dela, pa se mi prav smilite, ker morate pisati po nareku. Ja, kar smejte se. Smejte se. Ni problem, jaz ne bi več. Kar se pa mojega dela tiče, ne, v tem mandatu imamo čas. Poglejte si mojo novinarsko konferenco, ko sem prišel na ponovno. Poglejte si jo, če želite seveda. Pa preneste te javnosti, kaj sem jaz takrat povedal. Da Slovenijo čakajo izredno težka leta, da menjamo generacijo, ki se menja in se bo še menjala. Zdaj, če vi prenašate ljudem, igramo tekmo z Anglijo, kar napišite, da smo boljši, da imamo kvaliteto, da jih bomo zgazili tam, se to ni problem sploh. Pa iz selektorja delite, iz bilo kjer ga delite budalo, ne. Seveda, javnosti preneste, mi smo favoriti, zdaj gremo tja, ker če selektor reče, da imamo kvaliteto takšno in drugačno, tudi približno ne tako, kot so oni, boste rekli, najdete ljudi, seveda, strokovnjake pod narekovaji, ne, jih najdete, pa rečete, seveda, kako, ta selektor reče, da mi nismo tako dobri, kot Angleži, podcenjuje svoje fante, ne, vse delate, točk, ne, točk, imamo pa tok, kot v prvem mandatu, ko sem bil, ko niste napisali nikoli nič, ko smo na Norveškem zgubili 4-0, ne vem, kje ste sploh bil, ne, verjetno še niste bil sploh novinar, ne, ni nobeden napisal nič, ne, smo 3-0 zgubili doma iz Grčijo, ni nobeden napisal nič, ne, zdaj pa vi postavljate nam, nogometni zvezi, seveda, vi postavljate cilje. Super, sam vam še enkrat povem, nobenemu selektorju ne želim, da boste svoj poklic upravljali tako proti njemu, nobenemu tega. Nobenemu. Ker vi postavljate cilje, seveda, problematika je pa znotraj nogometne zveze, ker se nobeden ne upa povedati, na mogoče nad mano, kakšni so dejansko cilji, nobenega ni, da bo povedal, smo takšni in takšni in takšni, v danem trenutku mogoče nimamo kvalitete, fantje se pa delajo in se bojo še delali. Kar se pa Verbiča tiče, ne, lahko tvita še, ne, seveda, spoštovanje do tizga pa, moje napake so te, ne, da se moram jaz boriti iz fanti, povedati, da na mokrem igrišču se dajo kopačke gor, takšne, kot jih imajo vsi, ne naredi, ne, potem tvitni, ja, tvitni, da je selektor budala, ne, mogoče, ne vem. No, je tvitni, super. Jaz vem, zakaj smo zgubili tam, ne, vem, ne, vsi grejo pa v neko mišjo luknjo. Točno vemo, vse vejo fantje, mene pa fantje, tisti, ki so ta pravi, me spoštujejo, tisti, ki pa niso ta pravi, ne, ki pa živijo mogoče v nekem svojem svetu, ki mislijo še, da so na nekem nivoju, pa so v principu še na nivoju tem, da se oni razvijajo in bojo mogoče prišli nekdaj na top nivo, jaz jim to iz srca želim, to sploh ni problem, ne. Tako da, kar se tiče tega, kar sem jaz v tem mandatu, v teh 5 letih, fantov, ki sem jih poklical v reprezentanco, ki so šli ven, zaradi klica, pa so šli ven, sem zelo ponosen, najdel sem fantov, ki igrajo v reprezentanci od Mevlje, od ne vem koga, ki so mi zahvalni in pridejo in bojo prišli zahvalni v reprezentanco igrati tudi zaradi mene in bojo pustili vse določeni, ne, ki so pa po vaše najboljši, so pa v prvem letu mojega mandata, ne, igrali na desnem boku, na levem boku, tudi golman bi bil, ne, potem, ko pa igram v Champions League, ne, jaz pa v reprezentanci igram zdaj zadnjega veznega igralca, ne, zdaj mi pa vi povejte, ne, ko javnosti prenašate, na katerem mestu je igral zdaj Kevin Campbell.
Torej gre za osebni spor s Kevinom Kamplom. Ne gre za osebni spor. Vi mi povejte zdaj, ker Jaz vas spremljate sprašujem, Kevina saj Kampla. novinarska Jaz pa zdaj konferenca. vam. Matej, A mi lahko dovolj- poveste zdaj, na To nima katerem veze, gospod mestu selektor. ima veze, da ljudem poveste, koliko spremljate vi nogomet in koliko spremljate Kevina Kampla. Povejte, no. Niste mi odgovorili na vprašanje. Ne, no, vidite, kaj ne veste, ne, in se sprenevedate zdaj, ne, na katerem mestu je igral Kevin Kampl od kadar je prišel v Leipzig zdaj. Na tistem, v katerem bi lahko tudi reprezentanci, po mojem mnenju. Na katerem mestu je igral? Kaj ima to veze? Ima veze. Kako nima veze? Zato, ker ne spremljate. Meni pa kako spremlja. No, pa vi povejte. Na katerem mestu je igral? Kevin Campbell, kaj ima veze, ki igra v klubu? Ja. A nima veze? V reprezentanco bo pa prišel, jaz igram zadnjega veznega. A tako? Takšna je njegova odločitev, to pač on misli, da mora igrati. On misli. Ja, on misli. Ja, tako v reprezentanci mislim- potem pa ne more biti. Mislim, da bo Ker je časa šef za, tukaj, ne. za te pogovore še dovolj, Glejte. mislim, da bo tudi časa dovolj za različne analize On pa ne ve, ne. kvalifikacijah. On pa ne ve, pa se dela pametnega. Ne? Tako da prosim, da nadaljujemo z Saj novinarsko ni problem. konferenco. No. Pa se smejte. Ne? Pa tudi približno ne veste, kva dečko dela. Ne? Tvitati pa znate, to pa vsaka čast. Verjete. Dejan Mitrović, ekipa. Najprej bi rad povedal, da pišem to, kar mislim sam, da mi noben nič ne narekuje. Vprašanje, se vam ne zdi, da ste tudi vi zadolženi za to, da se ustvari ta dobra klima? Recimo Igor Kokoško je s košarkarsko reprezentanco ustvaril odlično klimo, prišli so do naslova evropskega prvaka. Se vam ne zdi, da tudi pri vas leži ta neka odgovornost, da se naredi pozitivna klima, da vas fantje, tako ste rekli, sami spoštujejo, da ne tvitajo takih stvari, da ne zavračajo nastopa za reprezentanco in tako naprej. Lejte, jaz vam bom še enkrat povedal. Čestitke pa Kokoškovu, fantom, košarkarjem, vsa čast, kapo 10krat dol, to, kar so naredili, ne. Primerjavo delati pa zdaj med nogometom pa košarkarsko reprezentanco, to je pa ko luna, zemlja, ne, ustvariti nekaj, seveda, ko imaš ti 2 meseca fante na pripravah, kot prvo jih narediš lahko nove, v fizičnem smislu, v taktičnem smislu, atmosfero lahko držiš. Mi se zberemo v ponedeljek, imamo v torek trening in igramo v četrtek tekmo. Mislim, primerjave delati, 3 leta je eno te isto, zberemo se na 3 mesece, imamo 2 treninga in to, če je to za vas isto, ne, delati kemijo in to potem vprašanje zelo na mestu. Tako da seveda, jaz sem ta odgovoren, mi v reprezentanci imamo klimo odlično. Eden igralec ali 2 ne bosta pokvarila klime. Ravno zaradi tega nekoga ni na spisku. Ravno zaradi tega. Eden ali 2 niso 23 ali 25 ali 30 in nikoli ne bo. Vam je pa to zanimivo zaradi tega, ker je moderno seveda iskati negativo. Vse je trenutek, meni je to jasno, vam paše negativa, vam paše Katanca spluvati, vam paše vse spluvati. Ja, seveda, potem pa ne bi najdel enega, najte Cesarja, najte Mevljo, najte tega, kakšen je faktor Verbič. Prosim vam. Kakšen je faktor Verbič? 3 tekme v reprezentanci, pa ko golo. Kakšen je to faktor za Slovenijo? Jaz sem ga dal v reprezentanco, pri meni je začel brcati, fant ima, da se razvija, jaz nimam nič proti njemu. Ampak očitno, da niso določeni fante, predvsem ta generacija mlada, imajo oni še kilometer za narediti. Vi se pa rajši vprašate, zakaj igralci, ki grejo iz slovenske lige ven, zakaj se vračajo? To so vaša vprašanja. Ne selektorska. Zakaj jih je plejada? Zakaj je šel ven Vršič, pa ni 2 žoge brcnil? Zakaj je šel ven, koliko jih je šlo? Pa ne zdaj potem iskati, kaj bo odgovoril. Imamo jih milijon, pa smo štartali, pravite, 5 let. Ja, 5 let. Jaz vem, koliko traja. Samo jaz ne morem, jaz nimam
seveda vzvodov, da potem TV Slovenija, ne, gre Einstein na televizijo pa reče, da moram jaz kondicijske trenerje pošiljati igralcem v klub. Mislim, a smo mi budale, ne, ne, to vse funkcionira. TV Slovenija, to fino delamo. Same moje, ki me imajo radi, ne, sami taki so tam, ne. Ambenga normalnega, ki dejansko pa jih je, ne, sam jih ni. Se nočejo eksponirati, ker vejo, kakva situacija. In situacija z našo reprezentanco je ponovno, smo na enem, jaz ne morem, zakaj Lazareviča ni več nikjer. Če ne igra, ne trenira, tudi kluba nima, ne. Pa ne samo on, takih imamo 10, ampak ni bila, jaz ne vem, zakaj ste začeli za današnjo novinarsko tako, ker imamo tekmo za Anglijo, vemo, kaj nas čaka, če pa želite, ne, jaz sem tukaj najmanjši problem, boste videli, no. Boste videli, se sami, če greste analizirati, kaj se je v zadnjih 5 letih dogajalo in mojo prvo novinarsko konferenco, poglejte si jo. Še enkrat vam polagam na srce, če ste pošteni, poglejte si jo. Kaj sem rekel takrat, kaj se bo dogajalo? In točno to se dogaja. Jaz pa s kvalifikacijami tudi temi sedaj. Ste me spraševali pred tekmo, kjero slovaško matematika, ne? Iz točkami gor, dol, nekva bi bilo. Tudi danes. Jaz kaj bi v teh kvalifikacijah samo popravil, če bi lahko. Tekma z Litvo, ki smo jo morali zmagati, kjer smo bili boljši in smo imeli 15 šans, so 2 točke, bi jih imeli 16, ne? Pa tekmo, rečemo, ko smo bili boljši za Anglijo, ki pa ne bi nobeden pričakoval, še 2 točke. In tebi se v kvalifikacijah zgodi normalno od 8 tekem, da boš imel določene tekme, boš imel slabe, je nemogoče, je ni reprezentance, pogledajte, če greste analizirati in Hrvaško in vse, tudi večje reprezentance z zaklasnimi igralci imajo težave. Torej, če bi mi imeli danes 18 točk, bi bili v popolnoma isti situaciji, kakor smo danes. V popolnoma isti situaciji. Točkovno in mi zadnje 2 tekme bi morali točke nabrati, če jih ne bi tudi za 18 točkami ne bi bili nikjer. Ker bosta bile Slovaška, če mi 2 tekme tudi za 18 zgubimo pod narekovaji, ne? Pa ne bomo, bi imeli 18 in bi bili 3, pa spet ne bi bilo nič, ne? Pa bi v principu bilo tako, da takrat moje prve kvalifikacije, kad sem vodil, smo zaključili tekmovanje v skupinskem delu, ne, z 17 točkami, z negativno gol diferenco. To, ko pa potencirate vse, kaj sem naredil dobro, ko si štejem v čast, tako, ko nič ne funkcionira, ne, in tako, mi imamo gol diferenco 10-4. 4 gole smo dobili v 8 tekmah. Saj nekaj lahko rečete, če ste pošteni, pismo, to je pa nekje, bom rekel, nek rezultat, nekaj pa smo naredili. Zdaj pa, da mi nimamo proti naprej, zakaj ne igrajo določeni igralci v klubih, zakaj ni bilo Matavža 2 leti nikjer, zakaj zdaj nimamo napadalca, ki ne igrajo, to se vprašajte. Jaz pa zmisliti igralce ne morem, to vam pa jaz podpišem, znotraj pa ene ekipe, karakterno, jaz fante ne morem spoznavati, sploh ne na takšen način. Nobeden jih ne more spoznavati. Kva se bo dogajalo v glavah fantov, ki grejo ven, nepripravljeni, mogoče in fizično in v taktičnem smislu to, pa še denar zdraven, ne. Jaz pa to ne morem iti v glave teh fantov, kaj oni mislijo o sebi, kaj so, ne. Je še kakšno vprašanje vezano na prihajajoči tekmi? Kakšen je načrt za premagati Anglijo? Božo, prosim v mikrofon. Božidar Bulat, Pop TV, 24 ur. Kakšen je načrt za premagati Anglijo in pa Škotsko? Načrt bo strnjeno branjenje, vsi bojo morali biti na 120%, kompaktni, čvrsti, v 30-35 metrov, preživeti določene trenutke, srečo imeti,
dobrega golmana. To je resnica. Boljši so, še samo včeraj pogledam, Kane je dal 3, včeraj pa tam, tako da, če se gre pogledat, vse to me skrbi, ampak vem, kako lahko pridemo do nečesa, da bom pa rekel jaz, da smo boljši in da bom zavajal javnost, da mi lahko, da zmagamo sigurno, to jaz pa delu ne bom. Ker nimamo reprezentance take, fantje pa pridejo v reprezentanco, ko govorite o atmosferi, o klimi v ekipi, jaz nisem še doživel, da bi fante na treningu 5 let sem, da bi se enkrat skregali, jaz jih vidim, da se smejo, jaz vidim, da je atmosfera dobra, seveda, rezultat pa kreirate vi potem na podlagi rezultata, kreirate vi potem atmosfero. To pa stoji in to imate pravico. Še kakšno vprašanje? Aljaž, tamle, zadaj. Aljaž Golča, Radio Slovenija. Glede nasprotnika po tekmi z Litvo ste dejali, selektor, da pustimo se presenetiti, da seveda je nogomet igra, kjer lahko zmaga tudi slabši nasprotnik. Anglija pa je zdaj v res dobri formi, predvsem kar se tiče Harryja Kanea, na kaj bo potrebno najbolj paziti, kakšna bo torej priprava. Recimo Malta je povzročala Angliji precej težav z nekoliko bolj defenzivnim pristopom, kakšen bo naš? Vse sem že prej povedal, da defenzivni pristop bo itak, ker mi na posest proti Angliji edina reprezentanca, ki mi je 45 minut parirala iz posesjo, je bila zadnja tekma iz Slovaško. Slovaki so mislim, da so imeli 2% več žogov od njih, ampak to prvi polčas, drugi polčas jih je pobral čist. Govorim Slovake, niso mogli hoditi več pol, tako da zakaj temu bilo tako, ne bom sploh govoril. Tako da vse sem vam že prepovedal. Strnjena obramba, čvrsta, ne samo da je Kane, žoga do Kanea mora priti, seveda, imajo, predvsem treba bo izredno veliko teči, izredno veliko brati situacijo, anticipirati prej, ker brez tega proti Angležem ali pa proti bilo kjeri malo bolj vrhunski ekipi ali vrhunski ekipi, brez tega absolutno ne gre, ne moreš. Tudi včeraj ste videli, da čim imajo določeno kvaliteto, gremo v težave in to je popolnoma normalno tako. Zakaj bi se zdaj iz nas delali nekaj, kar pač nismo na takem nivoju, imamo pa voljo in željo presenetiti. Seveda, to pa imamo pravico imeti vero v to, da v nogometu lahko tudi žoga zadane 10-krat v stativo. Če si to ti zaslužiš, da imaš srečo, seveda moš pa tudi ti nekaj postoriti v fazi napadanja, gol bomo morali dati, ker brez da pa daš gol, pa zmagati ne moreš. Tako da je pa seveda proti Angležem sploh izredno dober, imajo boke, zadnji so ofenzivni, predvsem Walker gre gor izredno velik, po tej desni strani so delali probleme veliko reprezentancam, tudi levi bok je vrhunski, imajo te mlade igralce, ki se na igrišču vsaj izgleda tako zabavajo, hitri so, imajo pač kvaliteto, da so izredno hitri, tako da, ampak štarta se pa iz nič proti nič, tako da jaz sem tudi fantom povedal, tako da kar se tiče atmosfere, da boste vedeli, da lahko prenesete ljudem, mi smo bili po Litvi, je v slačilnici bili, vsi smo se verjetno stepali, mene in Ben pozdravil, ko so šli, tako da jaz pa vem, da je bilo obratno, da so vsi prišli k meni in me pozdravili, ker sem jim povedal že pred tekmo z Litvo, naj to zmagajo. V nogometu, mogoče je nogomet edini šport, sem vam velikokrat povedal, da lahko tudi veliko slabši nasprotnik zmaga. Zakaj je to tako? Ne vem, to je v košarki izredno težko, v rokometu še manj verjeten, tako da imamo vero še v to, da se da, zakaj ne? Tako da jaz bom postoril vse, tako da tudi takle tweet me ne bo nič zmotil, tako da, kar se tiče Benjamina, je lahko miren, ima pa igrišče, ima pa, da posluša avtoriteto,
ker on ni v principu mene s tem, da mene ne posluša, ne, ali bilo kjer kdo drug. On ne dela to škodo meni. On dela škodo ali bilo kjer ta drug, dela škodo skupini, prvo, dela škodo ljudem doma, ki iz vsem srcem navijajo, ne, jaz sem pa ta, da iz svojo, seveda, če me spoštuje, da mu prenesem vse, ker to mi pa ne morete negirati, da sem že kar nekaj kilometrov v nogometu naredil, ne, in da vem, kaj morajo narediti. Če ne, oni niso meni naredili nič. Mene tlele bom še, a pa ne bom več, to sploh nima pomena, je važno, kako bojo oni med sabo živeli. To je najbolj važno. Pred naslednjimi vprašanji še nekaj informacij. Nogometna zveza Slovenije, torej vstopnice za tekmo s Škotsko so že v prodaji. 1 evro od vsake prodane vstopnice pa bo tokrat šel Združenju Europa Dona, to je Slovensko združenje za boj proti raku dojk. Torej NZS in Europa Dona sta združila moči v ozaveščanju o problematiki te bolezni, ki prizadene, za katero vsako leto v Sloveniji zbolijo 3 ženske. Kampanjo o ozaveščanju o boju proti raku so podprli tudi slovenski reprezentanti in upamo, no, da bo tudi iz tega vidika čim večji del ljudi lahko opozorimo na to bolezen. Preden gremo na naslednja vprašanja, bi pač prosil, da se res osredotočimo spet na tekmo z Anglijo in pa Škotsko, a ne? Tako da kar nadaljujemo tam. Andrej Milković, ekipa, pozdravljeni selektor. Jaz bi se v popolnosti osredotočil na to tekmo in se navezal. Hvala za iztočnico. Torej, potrebujemo podporo navijačev, očitno bo zadeva tudi dobrodelne narave. Mene zanima, selektor ustraja pri pozivu, naj ljudje ostanejo doma, tisti, ki jih ni bilo proti Litvi, ali je pripravljen ta poziv preklicati? Ne bi komentiral. Mislim, da je bila ta zadeva vzeta tudi iz konteksta na zadnji novinarski konferenci, tako da bi prosil za naslednje vprašanje. Mogoče malo o igralcih, če lahko kakšno vprašanje. Če ste kaj govoril zdaj z Josipom Miličićem, kako se počuti in kaj se dogaja s Renejem Krhinom in pa Romanom Bezakom, ki ste ga poklicali kljub temu, da ne igra? S temi tremi me lahko malce razložite. Govoril sem z Romanom, seveda. Ravno to, ker v teh 5 letih za te 2 zadnje tekme predvsem nam manjka nekaj hitrosti. Žal se z Romanom tudi dogaja v zadnjih, ne samo v zadnjem, bom rekel, 6 mesecih, pa 1 leto, ne, da je šel ven, pa se potem na Reko vrnil spet, pa je zdaj spet na ničemer. On je meni zagotovil, da je v fizični kondiciji dobri. Jaz smatram, da nam lahko proti Angležem, predvsem tem, da nam lahko pomaga za svojo energijo. Tudi verjamem, da mi je na nek način zahvalen, da je v reprezentanci in to šteje, tako da z Renejem se pa dogaja leta in leta podobno, zelo mala minutaža, tako da bomo videli, kaj delati z njim, tako da ker smo ustrajali dolga leta z njim, tudi igral je skozi, pa ni v klubu bil niti mogoče na klopi. Nekako smo to mi uspeli v 2-3 treningih ga usposobiti, da je odigral tudi zelo dobre tekme, tudi kljub temu, da ni odigral nič. Kar se pa Jojota tiče, sem ga pa poklical tako, ja, in sva se, tako da no, saj mi ne morete učitati, da imam z Jojotom dobre odnose, tako da je rekel, vprašal sem nas sam, kjera noga je bila, tako da je rekel, da je desna itak ne rabaš, tako da se še malo nasmejemo, tako da je v redu Jojo, tako da... Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Jaz bi sem še navezal, rekli ste, da treba bo gol dati, Roman Bezjak, sami ste rekli, ne igra, tudi Andraž Porar pa v zadnjem času čisto izpadel. Ja. Kakšno je... To je naše stanje slovenske reprezentance v tem trenutku. A imate vi kakšno idejo, a imate vi, poznate kje igralca, kjer ga jaz resnično sprašujem?
tukaj, da bi jaz vas sprašal, No. za članke. Ja, ne, take imamo, to imamo zdaj v tem trenutku. In jaz poskušam poklicati igralce, ki mislim, da bojo, ki mislim. Jaz ne vidim, a me razumete, jaz če ne vidim, ne morem vedeti, kaj se bo dogajalo naprej. Žal je pa situacija takšna. Vi pa imate pravico, ja, mogoče mi reče, ja, pa poklič, ne vem, enega iz Celja mogoče, ali pa iz Olimpije, ali pa ja, tako. V tem trenutku nimamo, mi nikjer. Tudi te, ki so šli govorim zdaj na pamet, v Francijo tam odigrajo tekmo 2, ne igrajo. Jaz ne morem igralce poklicati, če jih ne vidim, že tako delam z določenimi tako, ker grem na to karto, da bodo dejansko bili zahvalni, da pridejo in da pustijo srce in vse na igrišču, pa kar bo. Jaz s tem nimam problema. Zdaj pa, če pa vi želite, jaz bi tudi rad poklical Kejna, pa rad bi poklical Ronalda, če bi ga imel, pa rad bi poklical Zahoviča, če bi ga imel, ne, tizga, te pravga, ne. Ja, to je tako, pa pač nimamo, ne. In jaz sem zdaj v tem trenutku, stojim za vsemi mojimi stvarmi, ki sem jih delal v življenju in tudi zdaj. In vem, da imamo, samo to ne, vem, da pa imajo fante, ko pridejo v reprezentanco, dajo zmeraj vse od sebe, zmeraj vse, seveda je pa tudi tam nasprotnik. Je nasprotnik, ki je to kvaliteten, malo več kvaliteten in ki je na top nivoju. In seveda potem imamo na določenih tekmah probleme. Ampak to je za mene popolnoma normalno in mi, kar se mene tiče tega. Zdaj pa seveda, če pa vi prenašate, tudi včeraj gledam tekmo, ne, pri tekmo se govori, da je to skoraj egal, da se bo probal ne vem kaj, ne, in potem to zgleda tako, kot zgleda. Meni nič abnormalnega, bodimo veseli, da imamo Maribor v Champions League in oni sami ne, ampak več kot tok, bodimo pa z nogami na tleh, ker ko pridejo nasprotniki, lahko v danem trenutku samo igraš tako, kot ti nasprotnik dovoli, ne to, kar bi ti želel delati, ne. In tudi mi smo takšni, ne, in tudi oni so takšni, in tudi klubi slovenske lige, a to je povsod isto. Zdaj pa, če bi mi želeli pa iz nečesa umetno ustvariti nekaj tam topne, ne da se to. Da se samo z delom in delom in delom in slovenska reprezentanca bo spet in je dobra, tudi zdaj so fantje dobri in naredijo vse to, kaj je v njihovih močeh. Vi pa in jaz tudi gledate preveč nogometa, tudi ne, gledate čuda Božja, kva driblajo, pa ne driblajo, mi tega v tem trenutku nismo sposobni in to je to. Imamo pa voljo in željo in ljudem doma polagam na srce samo to, da fantje naredijo. Vi pa lahko blatite mene, ko hočete, to je s tem nimam sploh problema. Pa iz Twitterja, pa iz Facebooka, pa to sreča, jaz tega ne znam, niti se grem in še tole je. Zato ta novo generacijo je problematika telefon, je problematika marsikaj, kompjuterji, marsikaj tviti, ne, ker več se boš, da bi trenirali, kakor da bi tvitali, ne. Tako da. Dajmo še zadnje vprašanje, Damjan. Pozdravljen selektor Damjan Medica, Planet TV, če smo že pri igralcih, pa mladi generaciji. Jan Repas, eden boljših proti Litvi, tudi igra v Franciji, ko ste ga spremljali, oziroma koliko je kaj uporaben s svojo hitrostjo in agilnostjo in pač z neizkušenostjo proti Angliji. Tako, govorimo o fantu, ki mu zdaj dajte čas, fant ima eno tekmo v reprezentanci, torej to pokličite povsod po svetu in vprašajte trenerje, veliko boljše od mene, kaj pomeni to, pa mu povejte primer, da je dečko igral eno tekmo proti Litvi in zdaj ali ga dati igrati na tekmi na Wembleyju pri 50, 60, 70, 80 tisoč ljudi, ali je on uporaben, ne. Tako. Jaz pa želim, fantje, mlad, priden, delaven, gledal sem ga tekme zdaj v klubu, jaz osebno bi želel tudi tam v klubu, seveda je nov pa vse, gledal sem ga par tekem, kdaj mu ne podajo, daj mu tako, fant pa dela in gara in puste ga, da se razvija. In želim njemu in vsem tem, ki so zunaj, da imajo minutažo
da če so napadači, da zabijajo, če so obrambni, da branijo tako, kako treba in to se vse, ko se to vidi, ne, in ko selektor to vidi, potem je nekako lahko bolj miren. V tem trenutku, v zadnjem periodu so pa bili trenutki, ko dejansko določene stvari ne vidiš in potem seveda je veliko teže upravljati ta poklic, ki ga upravljam v takih pogojih, ker se stvari enostavno ne vidijo. Mi pa igramo tudi, seveda, ne moramo skozi igrati proti Litvi ali Malti ali ne vem komu, moramo igrati tudi proti boljšim od sebe. Hvala lepa. Torej, kot ste že videli, reprezentanta se zbere v ponedeljek, potem prve medijske aktivnosti pred treningom, trening pa se začne ob 5. uri. Hvala lepa.